Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo pravljico poklanjam Oksani, ki zelo rada prisluhne pravljicam. Hvala, Oksana. In v tokratni čudoviti zgodbi v rimah se bomo s prikupnim ter prijaznim zajčkom odpravili na raziskovanje ter odkrivanje želja. Le kaj si je zaželil zajček? Kaj njegovi prijatelji? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici, ki jo poklanjam Oksani z naslovom Želja. Vsako leto enkrat želje poletijo v nebo, da nam upanje in svetlobo prinesu. Sem ter tja po zraku švigajo in se podijo, a imeti moraš srečo, da ravno tebe ulovijo. Zajec začuden je opazoval, kako plesale so in migotale, na koncu pa na njegovem nosu so pristale. Ena in še dve želji padle so mu pred noge, zdaj imel je 3. Joj, vsi se veseli. Zajec, ki še nikoli nobene ni ujel, tisti hip ni vedel, kaj naj bi si zaželel. Z nasmehom do svojih 3 prijateljev je odskakljal, da preveril bi, katero željo vsak od njih bi v nebo poslal. Prva je bila na vrsti miška. Kaj bi ti si zaželela? Drobna miška pokukaj svoje luknjice. Svet tako je velik, miške pa smo tako majhne. Visoko želim leteti in od tam navzdol zreti. Zajec zamisli se globoko. Le kaj lahko bi videla tako visoko? A potem mu na misel je prišlo. Katero željo pa jaz poslal bom v nebo? Nato z nasmehom še do drugih 2 prijateljev je odskakljal, da preveril bi, katero željo vsak od njiju bi v nebo poslal. Naslednja je bila lisica. Kaj bi ti si zaželela? Čudi se, koliko knjig že ima v svoji hišici. Želim pisati zgodbe, ki vsi bi jih poznali, občudovali in še posebej radi brali. Zajec pomisli, lisičje zgodbe iz gozda. Kako vznemirljivo bi to bilo. A potem mu na misel je prišlo, katero željo pa jaz poslal bom v nebo? Nato z nasmehom še do 3. prijatelja je odskakljal, da preveril bi, katero željo pa bi on v nebo poslal. Zadnjega vprašal je medveda. Kaj bi ti si zaželel? Medved, opazujoč, kako morje valovi, mu na to vprašanje takole odgovori. Potoval čez gore sem visoke, plezal čez ostre sem skale, zdaj pa s čolnom rad raziskal, bi širno še morje. Zajec premišljeval je o medvedu, veslanju in brezkončnem morju. A potem mu na misel je prišlo, katero željo pa jaz poslal bom v nebo? In ko si še vedno ni ničesar zaželel, pa ne da tega ne bi hotel, zajec končno pomisli nase. In kaj naj bi zaželel si zase? Želim si, da bi se vsi majhni počutili neustrašni in veliki.
Želim si, da vse bi nas prežemala navdih in neskončna ustvarjalnost. Želim si svet poln pustolovščin, na katerem bi vsi skupaj lahko uživali. Zajec želje svojih 3 prijateljev izpolni. 1, 2 in 3. Potem pa se nenadoma zave, nobena ostala ni za me. Hvala ti, zajec, da si tako prijazen z nami. V zahvalo bi tudi mi ti radi nekaj dali. S tvojo pomočjo počutim se veliko, vsi me imajo za sebi enako. Če boš kdaj počutil se izgubljen, morda prestrašen in osamljen, samo ozri se k meni v nebo in težav teh več ne bo. Zahvaljujoč tebi zaposlena sem s pisanjem, čudovitim, vznemirljivim pripovedovanjem. Navdahni nas s tvojim nesebičnim ravnanjem. Prosim, povej, kako naj ti ustrežem z branjem. Končno imam čoln, s katerim plujem, onstran obzorja in peščene obale raziskujem. Tako da ne morem oditi kar brez zahvale. Prosim, postoj za trenutek, zdaj ni čas za šale. Medved prosi zajca, naj zapre oči, saj posebno presenečenje sledi. Nikoli ni prepozno za prijateljstvo, niti za novo pustolovščino. Zahvaljujoč tebi, zajec mali, bomo zdaj vsi skupaj potovali. Bravo, zajček. Na kako čudovit način si utrdil prijateljske vezi. In verjamem, da še danes potujete naokrog in morda se vam je na tej poti pridružil še kdo. Ja, prijatelji so tista nevidna moč, ki nas povezuje in podpira takrat, ko se znajdemo pred največjimi izzivi. S prijatelji je svet lepši, pot lažja, srce pa polno sreče. Oksana, tvoja radovednost in ljubezen do pravljic sta prava inspiracija in nas opominjata, kako pomembno je, da smo obkroženi z dobrimi prijatelji, ki nas podpirajo na vseh naših poteh. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici z naslovom Pa kaj, v kateri boste spoznali, kakšno moč ter podporo je v šolski prostor prinesla nova učenka. Vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte, negujte prijateljstva, saj so pravi zaklad. Prijeten pozdravček Oksani, ter pa seveda prijateljski pozdravček vsem poslušalcem pravljičnega sveta v mojem knjižnem kotičku. Čau, čau!